Torej, z menoj je gospod Hvastija, selektor reprezentance Slovenije. Kako gledate na ves potek dirke po Sloveniji do sedaj? Ja, dirka je zahtevna, tudi vreme je zahtevno. Praktično bomo v teh 4 dneh doživeli vse, kar se doživeti da v kolesarstvu. To se pravi od izredno dolgih vročih etap do hitrih zaključkov. Danes bo zelo zahtevna etapa, kraljevska etapa, cela komplet v dežju. In jaz mislim, da dejansko bo lahko zmagal samo res najboljši pripravljen kolesar. Imate svojega favorita, menda tisti, ki danes pride v cilj z rumeno majico, bo na koncu tudi v novem mestu z rumeno? No, to absolutno. Mi imamo seveda v vrstah reprezentanci Jureta Golčarja, ampak nažalost ni pripravljen tako, kot je bil recimo lani. Po Džiru si je vzel malce preveč odmora in potem smo sestavili reprezentanco nekako v zadnjem momentu. In ravno zaradi njega in Brajkoviča, ki sedaj nažalost ne nastopa, ampak vendarle, Jure je vsekakor danes eden od favoritov, verjamem, da bo precej boljši, kot je bil v prvi etapi na Vršiču, namreč če nič drugega ima za seboj dve etapi treninga in danes lahko samo preseneti. Pred tretjo etapo tukaj v Lenartu zastaviš za vodilnim dancem 2 minuti in 4 sekunde, glede na vreme, menda danes ni tako dober v takšnih pogojih, misliš, da imaš možnosti za rumeno majico? Ja, jaz nisem dobro v takih pogojih, bolj bi se želel, da bi bilo sonce, ampak jaz se bom potrudil. Upam, da ne zmrznem, da kje ne padem. Napadal, če bom se dobro počutil, bom sigurno probal 2 minute veliko, kajti on je zelo dober kolesar v dobri formi, tako da bo težko to nadoknaditi. Jaz se bom potrudil, probal bom ohraniti drugo mesto, sigurno, da bom probal napast. Mitja Mahrič je tudi zelo dober, še posebej v takem dežju, tako da bo sigurno borba. Na klanec, pa tudi zdaj že od štarta bojo sigurno vsi hoteli voziti od spredju, ko je tako vreme, tako da jaz se bom potrudil na svojih močeh. Kaj misliš, kje bi se lahko odločala dirka, če boš imel možnosti, kje bi bilo najboljše napasti danes med relacijo Lenart-Krvavec? Ja, sigurno zadnje 4-5 km od Ambroža naprej, tam kje je tudi najbolj strmo. Tudi lani se je tako razpletlo tam naprej. Pričakuješ tudi ti, da tisti, ki bo danes končal v rumeni majici, da bo vse verjetnosti tudi obdržal jutri v novem mestu? Ja, sigurno. Ponavadi je tako, lahko se še kaj zgodi, samo ne verjamem, da se lahko kaj spreobrne. Ste eni izmed favoritov dirke po Sloveniji trenutno, kako ocenjujete sam potek? Do zdaj je bil potek za nas dober, vendar danes še trebamo izboriti svoje mesto na tej dirki in pokazati, da smo dobra ekipa in zelo močna, tako da upam, da bomo s fanti uspeli priti pod Krvavec, pa ko bo dale noge gor. Simon, dirkaš v tujini, kako je dirkati spet doma na dirki po Sloveniji? Ja, zelo lepo, ena izmed lepših dirk doma, oziroma ena najmočnejših. Danes mi še je vreme naklonjeno tako, da upam, da bo šlo po mojih planih. Valter, imate izkušnje iz same dirke, svojo ekipo, pa ste letos prvič na dirki po Sloveniji. Kaj lahko svojim fantom ponudite iz svojih izkušenj? Ja, izkušenj imam res kar dosti. Sem dirkal 26 let, tako da imam kar dober občutek, da je pravi trenutek za pobege in te stvari, tako da že prvo etapo sem jim povedal, da je treba tako od štarta napaditi in mi napadamo, včeraj smo napadali, danes bomo tudi, ne glede na vreme, bomo napadali samega štarta, tako da... No, ravno vreme je to specifično, včeraj 33 stopinj, danes okrog 15, kaj to pomeni za same kolesarje? Ja, mislim, da je bolj psihično obremenitev, nekateri se zelo obremenjujejo z vremenom, ampak če ti vzameš to kot del biciklizma, en dan pač, ki je bolj mraz, drugič je malo bolj vroče in se moraš ti prilagoditi vremenu in ni problema, pač je malo bolj mraz kot včeraj. Kako sami ocenjujete dosedanji potek dirke? Ja, dirka je zaenkrat potekala v skladu z načrti, prva etapa je bila zelo lepa, tudi včeraj na Ljubljanski grad, super. Danes pa žal malo slabše vreme, ampak proti naravi se ne da. Kaj sicer pričakujete športnega vidika še do konca? Pričakujemo dobro borbo. Današnje vreme nekako ni naklonjeno kolesarjem, včeraj 33 stopinj, danes pa tudi 15 na Krvavcih čaka 4 stopinje. Kaj to pomeni za kolesarje? Ja, sigurno pomeni to za kolesarje problem je tudi za organizacijo, tako da bomo pač proti naravi se ne da in tudi to bomo preživeli. Kaj pa športnega vidika, imate svojega favorita? Ja, jaz upam, da bo na koncu le zmagal domačin, slovenski kolesar, ampak bo pa težka. Danski kolesar Fulsgang je zelo močan.
zelo dober in bojim se, da bo kar tako ostalo, ampak danes je še nov dan. 4, 3, 2, 1. Na današnji etapi Prvino Simon Špirak tudi odhaja sedaj na pot, pa tamne fantje iz Adrie Mobila, srečno, pazite predvsem nase in vidimo se na Krvavcu. Srečno, srečno, srečno.